Lepo pozdravljeni, spet smo skupaj in nadaljujemo z našim reševanjem lanskoletne spomladanske maturitetne pole. Smo že pri 7. nalogi, ki od nas zahteva, da izračunamo določen integral od 0 do 1 funkcije f od x, če poznamo določen integral te funkcije od 0 do 5 in od 1 do 5. Tukaj te funkcije ne poznamo, se pravi, mi integrirati ne moremo, da bi dejansko ta določen integral zračunali z neko integracijo. Ta naloga od nas zahteva, da se spomnimo samo eno pravilo, ki velja za določeni integral, in sicer pravilo, ki pravi, da je integral od števila a do števila b neke funkcije f od x enak integralu od števila a do števila c f od x dx plus integralu od števila c do števila b funkcije f od x dx, če se to število c nahaja med obema mejama originalnega integrala. Spravi, kaj nam v bistvu tole pravilo pove? Da lahko jaz vsak določen integral razdelim na dva določena integrala z različnimi mejami, kjer sta prva in zadnja številka enaki kakor v originalnem intervalu, vmes pa dodam neko število, ki se med njima nahaja. Pravi, kako bomo mi tale naš željeni integral zračunali? Ja, če pogledamo tole pravilo, mi poznamo integral od 0 do 5, in znamo ta določen integral od 0 do 5 si razstaviti na tistega od 0 do 1 plus tistega od 1 do 5. Točno tole pravilo bomo uporabili, kjer bosta te dve a in b števili za nas 0 in 5, vmes pa bomo urinili število 1 namesto tega c-ja. Pravi, mi lahko napišemo enačbo, da bo določen integral od 0 do 5 te naše funkcije f od x enak določenemu integralu od 0 do 1 f od x dx plus določenemu integralu od 1 do 5 f od x dx. Tela dva prvega in tretjega poznamo, drugi nas zanima, pravi, moramo samo enačbo majhno zavrteti in sicer nesli bomo tale določen integral od 1 do 5 na drugo stran in zaradi tega se bo vmesna operacija seštevanja spremenila v odštevanje, kar pomeni, da bomo dobili, da je integral od 0 do 5 f od x dx minus določen integral od 1 do 5 f od x dx enako temule integralu, ki nas zanima. Pa če sedaj recimo še celo enačbo obrnem, da imam tisto, kar me zanima na levi, kot smo mi navajeni, ugotovim, da je integral od 0 do 1 f od x dx, prvi integral od 0 do 5, ki smo v navodilu imeli podan, da je enak 6, minus integralu od 1 do 5 funkcije f od x, ki smo v navodilu imeli podani, da je enako 4, 6 minus 4 pa nam da naš končni rezultat 2. Pravi, smo za uporabo tega pravila ugotovili, da je določen integral funkcije od 0 do 1 enak 2. Pravi, tole pravilo si moramo tukaj zapomniti, da lahko jaz vsak določen integral vedno delim na 2 ali več teh določenih integralov, kjer vmes dajem neko število, ki se nahaja med mojima mejama določenega integriranja. Pa se kar lotimo naslednje naloge. Naslednja naloga pa od nas zahteva, da rešimo tole podano kvadratno enačbo v kompleksnem. To pomeni, da nismo, kot smo navajeni v realnih številih, ampak da so lahko naše rešitve tudi kompleksna števila, s katerimi smo se na tej maturi že srečali pri drugi nalogi. Pravi, tiste imaginarne enote i se nam tukaj lahko pojavijo, ker rešujemo v množici kompleksnih števil. Zdaj, če pogledamo, tale kvadratna enačba je že urejena, tako kot mi kvadratno enačbo vedno želimo imeti urejeno. Prva stvar, ki jo pri kvadratni enačbi vedno naredimo, je, da vse prenesemo na eno stran in na drugi strani enačimo za 0, kar pa je v našem primeru že zrihtano. Sedaj
Prvo, kar mi vedno pri kvadratni enačbi pogledamo, je, ali se jo da mogoče rešiti na lažji način za uporabo Vijetovega pravila, ampak to tukaj ni možno, ker Vijetovo pravilo bi od nas zahtevalo, da najdemo taki dve števili, ki se v +2 zmnožita, hkrati pa tudi v +2 seštejeta, kar pa, če majhen razmislimo, taki dve števili ne obstajata, se pravi, se z Vijetovim pravilom tele kvadratne enačbe ne bo dalo rešiti, si bomo pomagali z formulo za kvadratno enačbo preko diskriminante. Če si najprej zapišemo naše koeficiente, ki jih ta kvadratna enačba vsebuje, vemo, da vodilni koeficient A nam predstavlja število, ki je pomnoženo z x kvadratom. Tukaj le vidimo, da pred x kvadratom ni nič, kar pa vemo, da v bistvu skriva število 1. Da bi tole lahko zapisali kot 1 krat x kvadrat, pravi, je naš vodilni koeficient 1. Število, ki je pomnoženo z x-om, in mu rečemo b, je enako 2. In zadnji prosti člen, ki mu rečemo c, se pravi število brez x-a, je prav tako 2. Zdaj pa se moramo spomniti formule za reševanje kvadratne enačbe, ki najprej od nas zahteva, da zračunamo veliki D oziroma diskriminanto. Diskriminanta ima formulo b na kvadrat minus 4ac, kar bo v našem primeru dal 2 na kvadrat minus 4 krat 1 krat 2. 2 na kvadrat vemo, da je 4, 4 krat 1 ostane 4 krat 2, 8 in predznak ostane minus. Minus krat plus je dal minus in potem še enkrat minus krat plus spet ohrani minus. Pravi, dobimo diskriminanto negativno. Negativna diskriminanta nam takoj pove, da tale kvadratna enačba v realnih številih ne bi imela rešitve. Pri nas pa bo imela, ker rešujemo v kompleksni množici. Zakaj nam to takoj pove, da v realnih številih tale negativna diskriminanta pomeni, da kvadratna enačba nima rešitev? Ja, ker če se spomnimo, kako potem deluje formula za rešitve kvadratne enačbe, pravi x1 in x2, gre formula minus b plus enkrat plus, drugič minus koren iz diskriminante vlomljeno 2a. In v temule korenu iz diskriminante bi se znotraj realnih števil skrival problem, ker vemo, da v realnih številih negativnih števil, kar v tem primeru naša diskriminanta je, ne znamo oziroma ne moremo koreniti. V kompleksnih pa to lahko naredimo, pravi, lahko tukaj le gremo rešitvi računati. Če si najprej vzamemo recimo za x1, bom vzel klele plus, za x2 pa bom potem dal minus. Pravi, naš b je bil 2, dobim minus 2, plus koren od minus 4, vlomljeno 2 krat a pa je bil 1. Pravi, zdaj, kako pa jaz to negativno število korenim? Ja, v kompleksnih številih nam omogoča korenjenje tudi negativnih števil in sicer tako, da korenimo povsem normalno, kot da tega minusa ne bi bilo, se pa minus pretvori pri korenjenju v imaginarno enoto oziroma število i. Pravi, dobimo minus 2 plus, mi vemo, da brez minusa bi bil koren iz 4 enak 2, minus pa smo rekli, da pri korenjenju doda imaginarno enoto i in smo bili neko takole kompleksno število. To je v bistvu že naš rezultat, ki pa se ga da še majčkeno urediti, ker vidimo, da lahko v števcu izpostavimo dvojko. Oba člena v števcu vsebujeta 2, kar pomeni, da jo lahko izpostavim. Mi ostane minus 1 od prvega člena, od drugega člena i. In zakaj se nam je to izpostavljanje splačalo? Ja, ker sedaj lahko teli dvojki med sabo krajšam in smo dobili, da je prva rešitev te kvadratne enačbe minus 1 plus i.
pravi je kompleksna rešitev, kar smo pričakovali že takoj, ko smo dobili negativno diskriminanto, oziroma že takoj, ko je izrecno pisalo, da v navodilu, da tole kvadratno enačbo rešimo v kompleksnem, že to nam takoj more malo povedati, da verjetno bojo prišle kompleksne rešitve. Zdaj pa samo še drugo rešitev, kjer bo vse povsem isto, samo da bo vmes med zgornjima dvema minus, pravi dobimo kole, spet se -4 koreni v 2i, samo da imamo sedaj -2i, zopet bomo to dvojko izpostavili, nam ostane -1 minusi in spet jo bomo lahko pokrajšali, se pravi dobimo še drugo rešitev, ki je, če razmislimo, konjugirana vrednost te prejšnje rešitve. Če se spomnimo, konjugiranje pri kompleksnih številih pomeni, da spremenim predznak pred imaginarno enoto, se pravi pred številom, ki ima i, realna komponenta pa ostane enaka. In tukaj, če pogledamo, se je točno to zgodilo. Dobili smo -1 plus i in drugič -1 minus i. Kar se nam more vedno zgoditi pri reševanju kvadratne enačbe v kompleksnem, če kvadratna enačba da kompleksne ničle, bosta vedno med sabo konjugirani vrednosti. Se pravi, ista realna komponenta in ista imaginarna, samo s kontra predznakom. To, če se spomnite, ste pri polinomih omenjali, da njihove ničle vedno nastopajo v konjugiranih parih. Vemo, da kvadratna enačba oziroma kvadratna funkcija je polinom druge stopnje, pravi, to velja tudi zanjo, tako da vedno vemo, da če bomo dobili kompleksne rešitve kvadratne enačbe, bosta te dve rešitvi med sabo konjugirani vrednosti. Tako, pa smo zaključili še 8. nalogo, bodi za danes to.